Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec ocenjuje, da v Mariboru primanjkuje okoli 1000 najemniških neprofitnih stanovanj. V Mariboru je odprla vrata nova soseska pod Pekarsko gorco s 400 stanovanjami. Prvih 212 stanovanj bo na razpisu na trg ponujenih čez približno mesec dni. Strinjam se, da je to za Maribor sigurno en velik prispevek k izboljšanju stanovanjske problematike. Želimo si pa seveda, da bi z našimi razpisi pomagali ne samo socialno ogroženim, ampak predvsem mladim družinam in pa starejšim, ki si želijo spremeniti način bivanja in bi radi oskrbovano stanovanje. To se pravi, naši razpisi bodo nekako niso točkovani, so pa prednostne kategorije, kot sem že omenil, in tudi vse ranljive skupine, bodi si zaradi zdravstvenih težav ali drugih psihofizičnih, imajo seveda zaradi pogojev razvojne socialne Evropske banke določene prednosti. Seveda večinoma pričakujemo v teh stanovanjih Mariborčane oziroma prebivalce Štajerske, seveda se pa lahko prijavijo tudi iz drugih delov Slovenije, kolikor želijo svojo življenjsko pot nadaljevati v Mariboru, in mislim, da je tudi to nekaj, kar bo Mariboru dalo večjo veljavo. Katere so prednostne kategorije? Kot sem že omenil, se pravi mladi do 35 let, mlade družine, vse ranljive skupine, je pa verjetno bo pogoj tudi, da seveda imajo prednost tisti, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, seveda tisti, ki že imajo stanovanje neprofitno, to pomeni, da to niso, da bi se zgodilo to, da bi se nam zdaj preseljevali iz drugih sosesk, kar se je pogosto dogajalo v preteklosti. Vse te stvari želimo odpraviti, želimo, da bi predvsem se pravi perspektivni mladi, ki pač bodo ustvarjali tudi v prihodnje dodano vrednost, da bi tem zagotovili življenjske pogoje in pa vse tisto, kar seveda rabiš, da lahko uspešno delaš. Kdaj bo torej še prvi razpis, na katerega se bodo lahko prijavili? Bo to še letos? Ja, seveda letos jaz računam to v roku meseca, največ 2.